Pozdravljeni, sem Beti Burger in to je podcast Na robu. Tokrat bomo govorili o otrocih v rejništvu. To naj bi zagotovili varnost otroku, ko jim v izvorni družini to ni mogoče. Ampak kako je živeti med dvema oziroma mogoče med več družinama, med biološko in rejniško? Zakaj se ljudje raje odločijo za posvojitev kot za rejništvo? Z mano je Irena Zajc, socialna delavka, ki sicer na CSD ne dela na področju rejništva, je pa sama rejnica 3 otrokom, enega od teh je posvojila. Z nami pa je tudi Dejan Zavec, boksarski prvak, ki je sam odraščal v rejniški družini. Lepo pozdravljena oba. Dobrodošla v studiu. Pozdrav. Po podatkih ministrstva je marca 2026 v Sloveniji v rejništvu živelo 725 otrok oziroma mladih odraslih, rejništvo pa je izvajalo 564 rejnikov. Večkrat je slišati tudi kritike na račun same besede rejenec, rejništvo. Dejan, dejali ste, da se sami sicer nikoli niste počutili, kot da ste v rejniški družini. Kakšen je vaš odnos do teh besede, da ste rejenec? Jaz mislim, da se danes vse preveč ukvarjamo z nekim pomenom, ki pravzaprav nima tako velikega pomena, kot ga ima sama neka realnost. Kot sem že omenil, sam nisem imel nikoli niti občutka, niti dobil od kogarkoli, da sem rejenec. Živel sem v družini, katera je skrbela za mene, ker moja izvorna ni bila možna skrbeti za mene, tako da nisem čutil tega nekega, da sem zdaj jaz tisti, ki je od nekod drugod. Torej ste dosti hitro v bistvu začutili, da je lahko družina nekaj več kot samo biološka vez in ni nujno vezano družina samo biološko. Se strinjam, absolutno. Jaz bom rekel, da ravno še zavedal se nisem, da mi te stvari nič ne pomenijo, da jih razumem drugače, sem jih razumel. Pa mogoče vaš odnos do te besede rejenec kot? Jaz sem kar dosti stroga do tega izraza, to sem vas tudi prej na to opomnila. Meni beseda sama zveni res tako drugorazredno. Zdi se mi, da otrok je otrok, ne glede na to, kakšno družino ima, od kje prihaja, on ni kriv za svoje korenine oziroma za to, kar se mu je zgodilo. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da jih spoštljivo naslavljamo. Zato jaz če že želim opredeliti ta njegov status, rečem otrok v rejništvi družini ali pa v rejništvu. In enako tudi rejniške družine, ki tudi ne redimo otrok, ampak jih vzgajamo, skrbimo za njih, se mi zdi zelo pomembno, da smo rejniške družine, rejniški starši, včasih tudi socialni starši. Kateri pa so tisti v bistvu najpogostejši razlogi, da torej otrok pristane v rejniški družini? So to zdaj nasilje, zasvojenost, mogoče duševne stiske, revščine oziroma nesposobnost staršev, da vzgajajo otroka? Jaz bi to zelo težko zdaj opredelila po številkah oziroma statistično, bi pa rekla, da so pa vse to, kar ste zdaj naštela, razlogi. V zadnjem času se mi zdi, da je zasvojenosti še toliko več. So pa tudi starši, ki preprosto ne zmorejo. Niso zmožni svoje starševske vloge, izvaja starševske veščine na tak način, kot bi bilo potrebno, da bi otrok lahko rastel v enem takem zdravem okolju in da bi imel pogoje za zdrav osebnostni razvoj. Ti starši imajo ponavadi tudi sami neko tako ozadje, lahko da že več generacij, da se je dogajalo v njihovih družinah marsikaj, da zaradi tega se niso nikoli naučili biti pravi starši. So pa tudi taki, ki pa jih potegne, torej kot sem rekla, zasvojenost, nasilje, marsikaj. Ne moramo opredeliti, kaj je glavni razlog vsakega od teh dejavnikov, ki ste jih omenila. So prisotni. Zdaj, cilj rejništva praviloma ni posvojitev, temveč torej stabilno okolje do vrnitve otroka domov oziroma neke druge trajnejše rešitve. Ampak koliko otrok se pri nas dejansko vrne v to biološko družino? Tudi to vprašanje je težko, na katerega ne znam čisto odgovoriti. Se vračajo otroci, seveda. Sama poznam kar nekaj primerov.
Velikokrat se govori tudi o dolgotrajnih rejništvih, v nekaterih primerih, tam, ker starši pač ne zmorejo, ne slišijo navodil, ne sledijo temu, kar se pričakuje od njih. Kaj pa pomeni ta dolgotrajno? Lahko tudi do odraslosti. Drugače mislim, da je povprečje nekih 7 let, ampak to je zdaj zelo tako na pamet rečeno, kar imam pač nekih starih podatkov. Zdaj konkretno vem za primer, ker je bil pa otrok, sicer to ni bilo v rejništvu, otrok je čakal na rejniško družino, pa je nismo našli, bil je v kriznem centru, ker se je starš uspel urediti, je sledil navodilom centra in sodišča in vsega sistema, se je izkazalo, da je pač največjo korist, da se otrok vrne, in to že v pol leta. Tako da so zelo različni tudi te roki, koliko časa je pač v rejništvu. Tako da ne bi vseeno mogla reči, da je prej izjema vrnitev v biološko družino? Ne. Ne. Zdaj, Dejan, kot ste že prej omenili, oziroma v preteklih intervjujih, ste bili zaradi alkohola in tudi prisotnega nasilja v družini večkrat, že preden ste bili pri tej teti rejnici, pri sosedih, prijateljih, sorodnikih. Kdaj ste mogoče kot otrok prvič razumeli, da ta prvotna družina ne bo tista, v katero se boste vrnili, oziroma da najverjetneje te vrnitve ne bo? Nikoli pravzaprav, kajti se pravi, situacije so se večkrat ponavljale. Zgodilo se je. Meni se je v življenju zgodilo veliko, seveda tudi prijetnih stvari, in to se je kar zgodilo. Nikoli ni bilo dobenega plana, da bi jaz ostal nekje, oziroma da bi si tudi morda, seveda neka želja po varnosti je vedno bila prisotna, po strahu od tem begu, ampak ni bilo načrtovano, kar zgodilo se je. Torej tudi pri tej teti, kot jo imenujete, ste bili koliko let potem skupaj? Niti teta, niti jaz, približno ne vem, ampak tam od 3., 4. razreda osnovne šole in pa potem seveda do 2. oziroma skoraj mojega 18. leta. In potem ste se v bistvu že osamosvojili. Tako je. Zdaj, koliko stikov pa je bilo takrat z biološkimi starši, če sploh? Jaz sem imel stike, oziroma imel možnost stikov. Seveda, ta stik je vedno bil nekako pogojen s tem, da je bil predvsem oče, da je bil trezen, kajti če je bil vinjen, je potem tudi bil agresiven. Tako da v bistvu nisem pa iskal predvsem, bom rekel, nekega notranjega straha oziroma nepredvidljivosti očeta, nisem iskal nekih stikov. Seveda mi je bilo vedno znova dobro, drago, da sem lahko bil z njima, ampak vedel pa sem, da ko sem z njima, je tudi nevarno. Predvsem to kaznovanje zaradi ničesa. Pač zgodi se. In jaz bom rekel, da zgodile se stvari v življenju. Pa so bili ti stiki tako vnaprej napovedani, zelo načrtovani, so bili to redni, so bili to, ne vem, na tedenski, mesečni, letih ravneh, se mogoče spominjate? Ne, nikoli načrtovani. Zgodilo se je, v bistvu smo živeli približno 2 kilometra, kilometra pa pol oddaljenosti. In nikoli se ni planiralo. Pač se je zgodilo, ko se je zgodilo. Vse, ko se je zgodilo med tem časom, ko sem živel pri teti, sem se srečeval z mamom, z očetom. In seveda se ni zgodilo takrat vedno neki nasilništvo in podobno. To je bilo predvsem takrat, ko sem bil doma, ko si bil pač nekako samoumeven oziroma na napačnem kraju, v napačnem času. Irena, kako pa je sicer s temi stiki z biološkimi starši? Kako je sicer to urejeno v primeru rejništev? Hvala, da ste me to vprašala, ker stiki so namreč ena najbolj težkih stvari v rejništvu, ker pač so seveda določeni, največkrat so dovoljeni, razen če ni nekaj res zelo ogrožujočega strani enega od staršev. Torej, že na začetku, ko se sklene rejniška pogodba, ko se dogovori, kako bo rejništvo potekalo, se določajo tudi stiki, ki se sicer lahko tekom razvoja otroka spreminjajo, ampak recimo, da so zelo različno. Enkrat tedensko, enkrat na 14 dni, ali skupaj z oba starša, ali ločeno, odvisno tudi od same matične družine, kako je oblikovana.
Stiki so otrokom seveda v korist, naj bi ohranjali to vez s svojo matično družino, ne, in vsi se za to prizadevamo, ampak je pa treba upoštevati, da pogosto niso v korist otrokom, ne. Zaradi tega, kot je že tudi rekel Dejan, ne, ker je biološki starš tak, kot zmore na svoj način, saj če bi bili starši otroci ne bi v rejništvu, ne. Torej, nekaj nosijo s seboj. Zdaj, ali ne znajo pokazati ljubezni, ali ne zmorejo nekih pravih odnosov, marsikaj je, ne. In seveda, čustvene stiske so tiste, ki nas najbolj skrbijo po stikih ali pa že pred. Jaz lahko tudi iz lastnih izkušenj povem, izkušenj pač otrok, ki so bili pri meni, a ne, kako so, oziroma ki so še vedno pri meni, kako so kazali stisko dolgo časa že pred, pa že v ranih letih, a ne, in pa potem seveda po stiku, kako se je to pokazalo v šoli, v odnosu do igrač, do vsega, a ne. Pa morajo otroci iti, če torej ima otrok neko pravico, zdaj, če ste rekli, da ima te stike, da bi vam pa v bistvu rekel otrok, ne, zdaj pa ne bi želel iti na to srečanje staršev. Ja, to je pa težava, zaradi česar se tudi rejniki pogosto bojijo samega rejništva oziroma izvajati to, ne, ker naša naloga je seveda, da spodbujamo stike, da otroka pripravimo na stik, ampak vedno ga ne zmoreš, ne znaš, a ne. Če otrok 10-krat reče nočem iti, mu ti 11-ič rečeš moraš iti, pomeni, da ga ti siliš v nekaj, a ne. In so primeri tudi v naši družini, da se je otrok odločil, da noče več in je to povedal vsem, ki so ga hoteli poslušati, poleg naju, ko sva prosila, da tudi drugi prisluhnejo, a ne, tudi sodišču, tudi sodnica mu je prisluhnila in so se pač stiki ukinili. Ampak je to trajalo dolgo časa, 12 let in več. Je pa lahko verjetno tudi ta obratni moment, torej, da tudi biološki starši rečejo, da stikov Tudi. ne želijo. Tudi. So tudi starši, ki ne zmorejo tega ali čustvovanja ali samega odnosa z otrokom, ker mogoče nosijo sami neke hude travme, a ne, in se odločijo tudi za to, da otroka prepustijo, a ne, in rečejo, poskrbite vi za njega, posvojite ga, na primer, ali kaj takega. Zdaj, Dejan, vi ste svojo rejnico imenovali teta, ste jo doživljali kot mamo, kakšen... Jaz bom rekel, da se sploh s tem nisem ukvarjal, kdo je. Predvsem varnost je bila pomembna. Vse ostalo, morda sem si želel, da bi bila mama, samo veš, da ni mama, čeprav da je več kot mama. Jaz nisem nikoli si dovolil ali obsojati starše ali kogarkoli drugega. Jaz mislim, da ravno to vprašanje, ne, morda bi lahko negativno razmišljal v primeru, da bi bili starši, se pravi, situirani, da bi bili starši, ne vem, da bi morda živeli v malo večjem izobilju. Obup pa je tisto, oziroma neuspeh v življenju verjetno, kar te ponese tja, kamor ne rabiš razumeti, pa vidiš. Tako da v bistvu sam nikoli nisem razmišljal o tem, kdo je, kdo ni. Predvsem občutek varnosti potrebuješ kot otrok. In Pa tudi verjetno kot človek. ljubezni. Seveda. Irena, kako vas, vaši otroci oziroma otroci v rejništvu poimenuje, naslavljajo? Jaz bom govorila o dvojini, ker midva izvajava rejništvo obadva z možem, a ne, tudi to vedno poudarjam, da mi smo družina, torej on nosi enako težo vzgoje in skrbi za otroke kot jaz, a ne. Torej obadva sva oče in mama, mislim po vzgoji, po vlogi, in otroci so naju začeli takoj, ko so pravzaprav spregovorili, ko so vsi trije prišli zelo zgodaj, klicati oči in mami. Zdaj, ko so starejši, včasih tako bolj v hecu, me pokličejo tudi po imenu ali pa moža, ampak še vedno, ko je pa debata v družbi, kjerkoli, sva pa oči in mami. To konkretno tudi kateremu od staršev ni bilo všeč, a ne, ker so mislili, da jih mi silimo, da jih ločujemo od njih, ampak to sploh ni bil namen. Otroci so se znašli v nekem okolju, recimo v vrtcu, a ne, tam so se vsi pogovarjali o starših, o očiju in mamici in
midva sva bila ena izmed njih, a ne, sva hodila na njihove zabave, proslave, dogodke in normalno tudi mojim oči in mami sta prišla, to nikoli ni bilo drugače, a ne. Tako da, ja, zelo prve besede so bile pravzaprav njihove, oči pa mamine. Glede na to, da ste rekli, da ste jih v rejništvo vzeli zelo zgodaj, kdaj pa je bil tisti moment, ko ste povedali, da niste biološka mama otrokom? Že od vsega začetka, saj so se tudi stiki izvajale, ne. Ta fantak, ki je prišel k nam pri enem letu, on je imel stike takoj in mi smo se pogovarjali, pride ati, a ne, pride mami, ko sta tudi hodila na stike, tako da on je vedel, da ima starše in nikoli ni bilo debate, da sva pa midva zdaj neka nadomestna, a ne. Pač smo mu razložili, ko je bilo toliko že zrelo za razumevanje, da ima pač to srečo, da ima dva starša, a ne. Tako da tudi fantak, ki je posvojen, ve, da je posvojen, a ne, ve, da je bil prvotno v rejništvu in da zdaj je posvojen. Tako da, in danes se pogovarjamo o teh stvareh popolnoma sproščeno, brez kakšnih zadržkov. Na srečo so tudi živeli v takem okolju v šoli, mislim, prihajam iz tega konca, kjer je dosti rejniških družin, da ni bilo nekih predsodkov do njih. Ne? Tako da so lepo sprejeti, jaz imam občutek, da ni nobene razlike med njimi in ostalimi otroci. Kaj pa odnosi, ne? Vi ste prišli v družino, kjer je imela teta že svojih 5 bioloških otrok. Kakšni so bili odnosi med vami, med otroki? Jaz spet lahko rečem, da čudovite, oziroma ni bilo razlike med njimi in med menoj. Vedno toplo, vedno popolnoma otroško, se pravi, imeli smo izzive, imeli smo se neskončno radi, bili smo hudi drug na drugega in to je življenje. Nisem nikoli začutil v enem trenutku, da bi pa bil nekdo, ki ne paše tja, ali pa ne vem, da bi bil prikrajšan za karkoli. Pa jih tudi ste razumeli v tistem trenutku kot svoje brate pa sestre, glede na to, da ste tudi imeli že biološko 3 sorojence? Na srečo, ali kako bi že rekel, nikoli se nisem tega spraševal, oziroma nekako kot otrok se mi je zdelo, da poizkušam razumeti svoje čustva, tisto, kar me je delalo nemirnega, sem malo dal na stran in se mi zdi, da je do danes tako ostalo, tako da v bistvu nisem rovaril po nečem, kar bi me delalo nemirnega. Zgolj dejstva. Čeprav je to velikokrat težko razumeti, tudi mene, ampak ja, imel sem to srečo, da sem bil razumel, sprejel dejstva, kakršna so bila, ne da sem iskal neko idealo. Nisem pa se nikoli počutil nekdo, ki ne sodi tja, oziroma nekdo, ki ne pride domov. To je bil moj dom, to so bili moji ljudje in to je to. Ker vem, da včasih se je v medijih potem pojavila kakšna zgodba, ne, teh nekih razlik, ki so jih recimo rejniki oziroma naj bi delali med biološkimi in med otroci v rejništvu. Kako je s tem, če sem prav zasledila, se morajo tudi biološki otroci strinjati s tem, da starši njihovi vzamejo otroka v rejništvo? Seveda, strinjati. Ko se odloča družina za sprejem novega otroka, otroka v njihovo družino, se mora strinjati ta vsaj najožja družinska mreža. Tako da, seveda, če bi nekdo nasprotoval, če se že na začetku ne bi dobro počutil, tudi ta otrok ne bi bil sprejet. Tako da, preden se otroka namesti, se tudi pač pogleda, v kakšno okolje bo šel, kam se ga bo namestilo, kdo je tam tisti pomemben drugi, ki mu bo lahko nudil zavetje, poleg mogoče teh rejniških staršev. Tako da vsekakor mora biti kar cela družina za to. Zdaj, pri nas se večkrat opozarja, tudi vi ste pred pogovorom rekli, da je rejnikov premalo. Kje sami vidite ključne razloge, poleg teh že omenjenih, da se veliko rejnikov boji ravno teh stikov z biološkimi starši? Je mogoče od starše oziroma rejnike, ljudi, ki bi se odločali, da to strah teh nekih travm otrok, ki so večkrat iz nekih hudih razmer? Kaj so vse razlogi? Sigurno je to en velik strah, ker ko otroka dobiš, recimo jaz se tudi nisem zavedala, kaj me čaka,
mislim, se nihče ne zaveda. Ti dobiš pač nek kratek opis oziroma približno veš, kdo prihaja k tebi, ampak ne veš pa vsega. In seveda, tudi ko delam na centru, pa ko se pogovarjajo kolegi, koga bi namestili recimo za spolno zlorabljene otroke, se precej izogibajo, da bi sprejeli. Čeprav otrok je otrok, pa nam enak. Tudi nekdo, ki je recimo samo oče pač, ali pa mama pil, ali pa ni mogel skrbeti za njega, ker je pač ni znal, je lahko otrok enako travmiran. Torej, so različni kriteriji, kjer se rejniki pač odločajo za sprejem ali ne. Potem druga stvar, ta naš družbeni status rejnikov je eden od zelo pomembnih razlogov. Nas še vedno smatrajo kot nekoga, ki otroke sprejema v svoj dom, ker svojih ne more imeti, ker dela to zaradi denarja, ker ima ne vem koliko enih drugih motivov. Sej, če ste statistično pogledali oziroma podatke na ministrstvu, mislim, da 24/7 služba, ki je, kar pomeni biti rejnik, tudi če hodiš v svojo službo, ampak to je delo in to ni plačano s tem denarjem, ki ga dobimo. In če bi delali to zaradi denarja, mislim, da ne bi nihče šel v rejništvo. Torej, imajo nas nekateri, seveda glas, ki se širi o nas, je lahko, sicer v zadnjem času moram reči, da je veliko več pozitivnih zgodb, ampak še vedno se slišijo predvsem negativne zgodbe. In to je tisto, da so otroke imeli v svoj dom zaradi delovne sile, in tako naprej. To so stvari. Se vam zdi, da je to mogoče še vse iz preteklosti izhaja, kjer mogoče je bilo v nekaterih primerih to, da so pač poleg svojih bioloških otrok dobili še, ne vem, dva para rok. Najbrž, jaz bi verjela, da tudi vsi rejniki najbrž niso korektni oziroma da ne vzgajajo čisto pravilno. Pač tega ne vem, ampak možno je, slišimo zgodbe različne. Kako pa sam sistem nadzira to kakovost rejniške oskrbe, poleg seveda teh nekih prvih vzvodov, da sploh postaneš rejnik, potem nekih izobraževanj, ki so na 3 leta, če sem prav sledila? Izobraževanja so ves čas obvezna vsako leto, potem se pa obnavljajo glede na trajanje, koliko časa si pač rejnik. Ampak rejniki smo pod drobnogledom strani centra otroka, strani centra, kjer smo se mi odločili, da smo rejniki, torej obiski na domu, individualne projektne skupine, ki se sklicujejo, konec koncev tudi biološki starši hodijo nekateri na dom, na stike, torej tudi oni vidijo, kje živijo otroci, kako živijo. Otroci tudi povejo, saj otroci so različne starosti. Dojenček, majhen otrok bo težko povedal, potem pa povedo. In otroci povedo marsikaj. Tako da, če ne bi bilo v redu, bi se to prej, ko ste slišali v šoli, v vrtcu oziroma kasneje. Tako da, to je pač ta nadzor. Se vam zdi, vse ne glede na to, da številke so nekje, kot sem jih omenila prej, letos 725 otrok v rejništvu, lani so se prejemki rahlo zvišali, ste mogoče zaznali tudi vseeno, da se več ljudi odloča, da bi bili rejniki? Sicer spet nisem ravno pristojna za tukaj, ampak to, kot smo recimo lansko leto iskali rejnikov, pa smo jih zelo težko našli, govori zdaj spet samo za naš center, dolg časa smo jih iskali, tako da se mi ne zdi, da bi ta povišica bila razlog, da bi se zaradi tega kaj več ljudi odločala. Ker, kot sem prej rekla, strah je, strah, kako bodo stike izvajali, ko bo matična družina vstopala v njihovo življenje, kako bodo to izvajali, pa koliko so otroci travmirani. Zdaj, rejništvo je samo po definiciji, neka začasnost, ste rekli teh 7 let, koliko je v bistvu otroku ponuditi nek občutek varnosti doma, če nekako vsi vedo, da bo morda nekoč odšel? Kako je bilo v vašem osebnem primeru in potem Irena, še vaši? Ja, tudi tega nisem planiral, da bom odšel, niti nisem dobil občutka, da bi moral oditi. Pri nas je bila taka specifična situacija, teta je imela kmetijo, na kateri je pač bilo potrebno delati in seveda ni bilo v tistem času čas, da bomo zdaj športali. Šport je bilo na kmetiji nekaj popolnoma drugega.
Jaz sem se v nekem trenutku odločil, da bom pač nehal trenirati. Ko sem to povedal trenerju, se mu je zdela situacija takrat tako resna, da je rekel, ne, ti boš šel pa k meni. Ampak to je bilo po, rečemo, ne vem, kakšnem letu dni treninga, se pravi, sploh se še ni razvil odnos, da bi se mi dva s trenerjem tako dobro poznala, seveda, sva se in hodila na tekmovanja. In ko je prepoznal neki taki potencial v mene, je rekel, da naj grem zraven njega domov. To je bil za mene, bom rekel, šok, zmeda, seveda, kaj bom počel doma pri njemu, kdo je on. Potem spet, kako naj to povem pri teti. Vse konec koncev ne morem kar od danes na jutri oditi, čeprav potem sem, ampak ja, potem veliko pomislekov imaš, kaj je prav, kaj ni prav. In kako ste se pol odločili? Takrat ste bili stari 16, če prav razumem. Ja, Nekje. skoraj 17 let. Pravzaprav človek sam pri sebi vedno išče neke odgovore, vedno neke poti, želje. Sam osebno sem imel največjo težavo, kako ne izpasti nekdo, ki je dvoličen, nekdo, ki izkorišča nekoga. Po drugi strani pa sem si sam pri sebi rekel, ok, od tu naprej je pa zdaj odvisno vse od tebe, ne. Si tudi pred tem, ampak vsekakor bil sem navajen, imel sem varno družino, varno okolje, kamor sem se vračal. Predvidljivega naprej nisem imel, pač sem rekel, ok, kaj če se zlomi? Seveda razmišljaš o vseh stvarih, ampak rečeš, ok, vzel bom to odgovornost, vzel bom to priložnost, bolj kot odgovornost, ker najverjetneje, če bi se človek zavedal, kaj vse bo naprej, ne, bi rekel, ok, ne, vem, kje sem in ne bom šel v noben riziko. Sam sem gledal drugače na to, rekel sem, da si želim odločati, kaj bom počel sam, kako bom počel, zato bom rekel, ta drzna poteza pač sledi. Zato je tu pri nas zdaj v studiu boksarski prvak. Hvala Bogu, tako nekako rečem, da sem imel idealne pogoje za to, da v življenju uspem. Zato, zakaj? Zaradi tega, ker nisem imel česa izgubiti. Na koncu koncev. Irena, kako potem otroku, ne, tudi vi, ko ste dobili fantka, ki je zdaj tudi posvojen, niste vedeli, za koliko časa, kako ste pristopili, kako v tej začasnosti najti nek smisel, varnost, ljubezen? Ta začasnost pri nas sploh ni bila problem. Mislim, nikoli se nismo ukvarjali s tem. Že ko smo se odločala za to, ali greva v rejništvo ali posvojitev, ne, ko je bila ta druga možnost nama ponujena, prvotno smo se bolj o posvojitvi pogovarjala, a so rekla se vseeno, ne, se otroci bodo enkrat šli. Ne. Zdaj, ta čas, ko ga pa imamo skupaj, ne, ga moramo pa kvalitetno preživeti. Upam se reči, da nekaj znanja sva imela, ljubezen tudi, željo tudi nekomu nekaj dati, no, in to je pač bilo tako, ne bom rekla spontano, ampak dosti preprosto pravzaprav vzpostaviti ta kontakt. Jaz se nisem ukvarjala, ko je bil enkrat otrok pri nas, če bo šel čez 2 meseca od nas ali čez 4 leta. Takrat enostavno smo živeli skupaj in jaz sem vsak dan živela tisto starševsko vlogo. Da je vrtec, zdaj je šola, zdaj so obveznosti, so te stvari, nisem nikoli razmišljala, kaj bo potem, ne. Sicer se je izkazalo potem tudi dosti hitro, da bo najbrž dolgotrajno vse skupaj, ne, pri vseh treh, ampak ni bil pa to glavni motiv, ne. In tudi kasneje, ne, ko so se, mislim, tako kot v vsaki družini, tudi pri nas so bili prepiri, je bilo treba najstnike voditi, jih je bilo treba usmerjati, so imeli svoje finte, še zdaj jih imajo, ne. Ampak otroci so, saj upam si reči, no, to bi bilo treba njih vprašati, ampak so se čutili varne, so čutili neko varno navezanost in jo še vedno čutijo. Tudi najstarejši, ki je že dopolnil 18 let, ne, ko bi lahko odšel iz družine, ker se pa šola lahko še ostaja, oziroma on ve, da ima pri nas vedno dom in bo vedno lahko tudi tukaj, ne, in se je odločil, da bo ostal pri nas, ne, tako da tudi njim tiste meje, zdaj pa konca, ne, zdaj bom pa jaz moral iti ali pa. Tako da, če se ne bi počutil dobro, najbrž bi poiskal drugo možnost, ne.
In zdaj ta začasnost se zdi nek razlog oziroma nek motiv, da se pa vseeno ljudje težje odločajo za biti rejniki v primerjavi s posvojitvijo. Ne? Ravno to, ta nek strah, ne vem, kdaj bo otrok mogoče šel nazaj v biološko družino, se odločil iti, ne vem, v zavod, mogoče v drugo družino. Jaz pogosto slišam od prijatelj znank, jaz ne bi mogla tega, jaz si ne predstavljam, kako bi bilo, ko bi moral oditi. Ja, tudi jaz si ne predstavljam, kako bi bilo. To se zgodi in ko se zgodi, moraš pač od tam naprej iti. Tako da težko rečem. Seveda so tukaj čustva, seveda je tukaj lahko bolečina, vse je prisotno. In jaz vedno pravim, ne sprašuj, kaj bo, če bo, prepusti se, pa boš potem videl. Ne moram pa reči. Vem pa, da ljudi to nekako odvrača od tega, da bi se mogoče še bolj pogosto odločali za to obliko starševstva. Kako pa je recimo potem, ko ste rekli, če je otrok star 18 oziroma potem 26 let, kakšni so primeri, se večina otrok vseeno odloča, da je pač ta rejniška družina tista, ki postane nek steber, kamor se tudi potem mogoče med fakulteto ali v času, ko so že sami odrasli, vračajo, kako mogoče tudi vi, Dejan, se vračate v to rejniško družino oziroma k teti? Ja, imamo srečanja, sicer najverjetneje ne toliko, kot si oboje želimo. Življenje steče neko svojo pot, jaz sem imel neko specifiko, šport je pač velikokrat neplanirana pot in danes si tukaj, jutri si tam in enostavno veliko časa mine. Seveda smo ostali nekako povezani oziroma smo zelo srečni, ko se vidimo, ampak bom rekel, ni pa zdaj te, bom rekel, morda z obeh strani ni prav tega časa do danes, da bi rekel pa doben brez dobene zamere oziroma kakršenkoli pomisleka ne živi od takrat do danes, ampak ja, nimamo nekih rednih srečanj. Imamo neka družinska srečanja, na katerih se dobimo, ampak verjetno sem bil tudi tako vzgojen oziroma je življenje raslo tako pri meni in tako pri njih, da smo veseli, ko se vidimo, nimamo pa zdaj potrebe biti, da izraz, da moramo biti skupaj, da se imamo radi oziroma da se čutimo. Ni nam to prvo, kar nam pade. Jaz zase še ne morem reči, ker nimamo še toliko starih otrok, da bi to lahko iz izkušenj povedala. Poznam pa kar nekaj rejniških družin, kjer vem, da se otroci vračajo tudi potem, ko imajo že svoje družine, da imajo pač ohranjajo stike in so povezani. Tako da Dejan, vi ste rekli, da nekako odpuščate mami in očetu, da tudi nikoli niste do njih gojili neke te zamere. Kako so, imate še odnose danes? Nista več živa, vendar ja, jaz gledam drugače, kot morda bi naj gledal, ampak tako čutim in mislim, da je tako iskreno. V času, seveda, ko sem se potem osamosvojil, ko sem postal tudi psihično in pa bom rekel fizično dovolj zrel, da nekako lahko zaupam sam sebe. Predvsem žena je bila tista, ki je nekako gojila to potrebo, to distanco, skrajševala in v bistvu vedno znova, da je greva provat. V bistvu, če ne je bilo tako, bi jim bilo fejst žal, kajti konec koncev v nekem trenutku, ko je pač oče bil tisti, ki je izvajal nasilje, ampak po drugi strani sem ga potem spoznal pa v drugi luči. Bil prav prijeten, topel človek, moj oče. In ja, počel je iz nekega obupa, imel je razlog. Obup je bil neuspeh v življenju in podobno, pa ne, da zdaj moramo vse razumeti, pa vse upravičiti, ampak jaz jima nimam kaj zameriti zaradi tega, ker ste mi dala itak največjo darilo v življenje. Imel sem potem izjemno srečo, da sem spoznaval na življenjski poti čudovite ljudi, s katerimi sem odraščal in dobival priložnosti za nove priložnosti. In ja, govoril sem z njima tudi o teh stvareh.
čisto odkrito, brez bilo kakšnega, ne vem, dvignjenega tona ali karkoli. Seveda to je bilo bolj proti koncu njunega življenja, ampak v bistvu nimam prav enega razloga, da jima bi karkoli očital. Po drugi strani morda, če bi imel normalno, kaj je normalno danes, pa kaj ni normalno, oziroma biološko družino, da bi imel, da bi odraščal tam, morda ne bi imel tako velike potrebe, želje in pa tudi energije, da sam dejansko nekaj naredim za sebe, na novo ustvarim družino. Se pravite, da je ravno to, ne, tudi za vas nek največji uspeh, da ste in tako vi kot vaši sorojenci si ustvarili svoje družine. Ja, zagotovo. Jaz mislim, da največji uspeh je to, pa tudi, sicer nikoli nisem z neko zamero živel, ampak tudi največja osvoboditev tega je, da lahko, čisto iskreno lahko rečeš staršev, ki je to bilo do takrat, ne vem, da te imam rad in podobno, kar je samoumevno, ampak ne vem, jaz dolgo časa nisem imel tega, da bi lahko rekel, ata, mama, rad te imam. Zato rabiš pogum. Jaz ne vem, če sem slišal moje brate, sestre, čist enostavno, da rečeš, ne vem, rad te imam. Ne? Ja, to manjka. Tudi med nami otroci imamo se radi, se čudimo, ne rečeš, ne vem, vse, kar rad te imam, pa ne vem, brate, rad te imam. Ja, ker niste bili navajeni tega. Ja, prav ta navada, tako da ne zamerni. Ampak, a je nujno to neko odpuščanje teh otrok svojim biološkim staršem, če čutijo neko zamero? Verjetno ni, ne? Mislim, da ne. Jaz bom rekel tako, da vsaj čutim pri svojih dveh sestrah in pa bratu, da oni trije morda niso čisto oprostili. Da jim je teže, ne? Da jim je teže, ja, da jim je teže. Vse je v redu, ampak vse veš, kakšen je bil. Ja, ampak to, mislim, ta misel, ta, bom rekel, spomin, te ne osvobaja, oziroma vedno kaj pa če, jaz nimam teh težav. Zdaj, mogoče za konec, kaj so res največji izzivi v rejništvu pri nas? Kaj vidite? Zdaj, to, kar sem rekla, ne, otroci prihajajo iz različnih družin, iz različnih zgodb in so tudi različno travmirani. In ta travma, če prej ne se pojavi, oziroma pač ekshalira lahko v najstniških letih. Ne. In takrat vzgajati otroka, mislim, se tudi, če otrok ni v rejništvu, je danes najstnike težko vzgajati, ampak kar vidim, ne, da se pa res še bolj intenzivno pokaže ta mogoče malo odklonskost, ki je pojačana. Ne? In jaz tudi konkretno spet lahko kar nekaj primerov naštejem, koliko je bilo tega, da v tem najstništvu potem začnejo otroci razmišljati, saj ti pa nisi moj oče, mama, kaj mi boš pa ti govoril, in potem smo samo še težaki in tisti, ki želimo neke meje postavljati, in se lahko zgodi tudi kakšen zdrs v neželene vedenja. Tako da to je ena od stvari, drugače otroci seveda nosijo s seboj tudi poškodbe, nevrološke konec koncev, ne, če so bili v prenatalnem obdobju podvrženi drogam, ne, imajo več teh težav, kot je ADHD, avtizem in podobne stvari, ne, in seveda učne težave, kaj je spet potem to na rejniku, rejnici, ne, ki pač se ukvarjaš, voziš otroka k psihologu, različno pomoč iščeš, veliko je teh otrok, ki imajo potem tudi odločbe o usmerjanju, kar ni sicer nič posebnega, danes konec koncev ima to že vsak drugi, ampak imajo otroci pač to vrstne težave. Ne. Tako da to je tudi izziv. Ne. Izziv, kot sem prej rekla, so stiki, nikoli končana zgodba, nikoli ne bodo vsi zadovoljni. Lahko bi o tem govorila še dolgo časa, recimo tudi ta, ko sem prej omenjala status rejnikov, ne gre samo za to, da bi imeli zdaj nek družbeni status, ampak tudi to, da mi lahko konkretno stvari za otroka uredimo, brez da moramo spraševati za dovoljenje. Ko urejaš stvari za šolo, ko urejaš v zdravstvu, ko ga pelješ konec koncev na počitnice, rabiš dovoljenje, da ga pelješ čez mejo, za določene države govorim.
take stvari, take ovire. Zdaj se je na srečo sicer z lansko spremembo zakonodaje delno spremenilo, ampak smo lahko, zdaj bi naštevala izkušnje mojih znancev, koliko enih ovir je bilo, da so osnovne stvari speljali. Tako da to so ovire, ki bodo pač najbrž vedno malo prisotne. Kot je za Val 202 dejala rejnica Bojana Holer, ne, lahko daš kot rejnik veliko ljubezni, torej tudi če nisi starš, bi se vi še enkrat odločili enako? Ja, tako standardno vprašanje. Najbrž bi. Ne bom tako enoznačno zaupila da, ampak najbrž bi. Okay. Najlepša hvala obema za pogovor in hvala vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalke in gledalci, za vašo pozornost, pa lep pozdrav, do prihodnjič.